Dober dan. Živijo. Včeraj sva bila priča zgodovinskemu sestanku med hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem, slovenskim premijejem Mirom Cerarjem. To je bil zgodovinski sestanek brez zgodovine. Zgodil se ni nič. Če bi bil ti predsednik Računskega sodišča, pa bi moral ovrednotiti potne stroške za ta delovnik, bi dal mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali pozitivno mnenje? Ne, jaz bi dal pozitivno mnenje. Se pa strinjam, da ni bilo nič zgodovinskega, pa da se nič ni zgodilo. Ja. Ampak se mi zdi, da pač slovenska diplomacija, vključno z predsednikom vlade, v tem primeru zasleduje neko formalno proceduro, zato ker ve, domnevam, da se bo na koncu iz nekih evropskih opazovalnic potegnila črta in se bo zgodil saldo konti. Vprašali se bo, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo. In če se ljudje dobijo, se ne more reči, da so odklanjali dialog, da je bil odklonjen dialog. Meni osebno bilo pa že vnaprej jasno, da premijer Cerar ne bo odstopil niti za 1 milimeter, ker to bi bil politični samomor. Prvo, kar je bilo, bi tudi narobe. Mislim, konec koncev je ta odločitev za arbitražo je rezultat referendumske odločitve tudi. Mislim, tako da reči, da zdaj pa z arbitražo ne mislimo več resno, čeprav je pravzaprav ta procedura podprta z referendumsko odločitvijo, bi izgledal skrajno bizarno. No, zanimivo je to, da se, in to jaz podpiram, da se premijer Cerar ni skliceval na referendum, ampak se je skliceval na vladavino prava. To se pravi, on je rekel, vsakokršnega, se pravi, pacta sunt servanda, pogodbe je treba izpolnjevati. Podpisali smo pač pogodbo, oziroma podpisali smo sporazum, v katerem je jasno zapisano, da bomo spoštovali rezultate arbitraže. Arbitraža se je zgodila in on vsakič, ko pride v katerokoli kombinacijo, vedno reče, lahko se pogovarjamo, to da lahko se pogovarjamo samo o eni in edini možni temi, in to je izvršitev sodbe arbitražnega razsodišča. In nič več in nič manj se ni pričakovalo od njega in to je tudi storil. Mislim pa, da so bile to pravilne taktične vaje, da se ne bi enkrat reklo, da ni hotel se pogovarjati. Se pravi, pogovarjam se, zdaj se pogovarjam pa lahko samo o edini temi, ki je možna. Mislim, ker tako precej pomenljivo je bilo to, kaj je povedal hrvaški premijer Plenković. On je predlagal nekih par delovnih skupin, se pravi ena, ki bi se ukvarjala s kopensko mejo. Pri kopenski meji je evidentno, da je hrvaška stran z odločitvijo arbitraže zadovoljna in bi to pač sprejela. Drugi paket je morska meja. Zdaj se pravi, načela pri morski meji bi Hrvaška rada ločila od tega, kar je bilo sprejeto v Hagu. 3 je označitev meje, določitev plovnih režimov v Piranskem zalivu, ki ga je Andrej Plenković dosledno imenoval Savudrijska obala ali vala. Tako da je bila hrvaška taktika včeraj tako dosti transparentno predstavljena, se pravi, vprašanje meje ni paket, ki se začne nekje tam pred Savudrijo in konča v Prekmurju, pač pa je treba pač to zlasti morsko pa kopensko vprašanje nekako ločiti. Ker mi je bilo pa zanimivo, posebej je pa rekel pač, da glede 90% zadev se strinjamo. Več kot 90 je rekel. Ampak ta oznaka 90% je meni nekako tako me navdaja z dvomom. Zdaj, če rečemo, da meja med Slovenijo in Hrvaško meri nekaj 100 kilometrov, ali to pomeni, da je nekaj 10 kilometrov potem nejasnih, ali je imel v mislih samo določene točke. Pravzaprav, kaj to pomeni, da
je 90% zadev, da glede 90% zadev obstaja soglasje. To pomeni kopenska meja, morska pa ne. V glavnem. Ja. Ne, ko se je ta arbitražna procedura začela, sem jaz živel v prepričanju, da je okrog 99% meje pač zadeva jasna, obstaja pa nekaj kilometrov, ne, pri katerih pa stvari niso tako zelo jasne. Ne. Tako da me ta številka 90 prav tako skrbi. Ne. Pa sej te ne rabi pravzaprav, ker recimo ta tema je dolgočasna, se pravi, če bi vsakič vstopili v argumentacijo novo ali pa ponavljajočo se argumentacijo Hrvaške, ne pridemo nikamor. Zaradi tega, ker vedno poskušajo nadmudrivati, poskušajo pač delati neke modifikacije, iz katerih bi potegnili v končni fazi to, kar so na začetku nameravali. O tem se ne pogovarjamo, to nima nobenega smisla. In mislim, da je to Cerar včeraj zelo jasno pravzaprav pokazal. Mi se lahko pogovarjamo o vladavini prava, to je vse. Ne? Vse ostalo je že rešeno in določeno. Potem, ko sprejmemo ta okvir, da je treba pač implementirati to, kar je bilo razsojeno, potem se lahko pogovarjamo pa o tist, kar je tudi sodišče reklo, da se lahko. Namreč o nekaj metrov sem, nekaj metrov tja z vidika uporabnosti. Ja, mislim, to je potem vprašanje, veš, kako se meja markira, ne? Tako je, da se levo ali desno od drevesa postavi pa meji kam. To niti ni problem, zato ne rabiš niti na najvišji ravni se sestajati. Ampak bolj kot si mislimo, ne, se v bistvu na ta način dogaja debata o prihodnji Evropske unije, celo sveta, ne govorim zdaj seveda o srečanjih med Cerarjem in Plenkovićem, ampak vladavina prava pa ne. To, kar se je zdaj te dni govorilo o tem, da bo Evropska unija sprožila atomsko bombo proti Poljski, da je ravno na področju vladavine prava. Namreč, če Poljska ne bo upoštevala, se pravi, govoriva zdaj pa o formalnih okvirih Evropske unije in pa članic Evropske unije, ki spreminjajo ustavo in pa zakonodajo na ta način, da se spreminja razmerje in neodvisnost veje oblasti. S tem se spreminja pravzaprav podoba Evrope. In Evropska unija je zdaj pokazala tako kot je slišati zdaj, dosti jasno, odločenost, da tega ne bo dopustila in da je pripravljena Poljski odvzeti glasovalne pravice za začetek. Sicer pravijo, da še nič ni izgubljenega, da še nič ni trajno in da se da še o tem pogovarjati, ampak ne odstopi pa od tega in tega načela. In to je natanko to, kar je zdaj naredil Cerar v odnosu do implementacije sodbe arbitražnega sodišča, Haaškega sodišča. Namreč, so stvari, v katerih se več ne pogovarjamo. In Evropska unija, to mi je pa res všeč, saj je tudi Slovenija ali pa katerakoli država že morala sprejeti stvari, ki ji niso bile všeč. Ampak zaveze so zaveze. Pogodbe so pogodbe, treba jih izpolnjevati in recimo tipičen primer so bile begunske kvote. Se pravi, mislim, mi imamo tipičen primer Novo Ljubljansko banko, pri kateri zdaj Slovenija išče nek. Dobro, ampak recimo, če smo tako, jaz bi lahko celo domneval, glede na celoten evropski okvir, pa kako ta ekonomija laufa, da je to deloma stvar ni načelne narave, ampak stvar lobijev. Medtem ko pri temeljni človekovi pravici pa ni lobijev. Tam so pa čista načela. Denar je denar, pri denarju so lobiji. Ker tako kot evropska direktive in tako naprej se močno upogibajo pod gravitacijsko težo kapitala. Tako, in zato recimo vprašanje Ljubljanske banke jaz ne vidim v polju čiste načelnosti, sploh ne. Sem pa premalo poznavalca, da bi o tem lahko kompetentno rekel. Zdaj, če so dane zaveze, se da še izpogajati ali se ne da, ne vem. Ni pa to isto, kot če ti v principu spoštuješ sodbo, se pravi arbitražnega sodišča, ki si vnaprej povedal, da se odrekaš pravici do kakršnekoli pritožbe, ker je ni, ker je ne bo, če podpišeš. Zlasti pa pri temeljnih človekovih pravicah in še bolj pomembno, oziroma enako pomembno, pa pri okvirih delovanja Evropske unije, kot je struktura ali pa v bistvu struktura, demokratična struktura ločenosti veje oblasti. Leta 2018 si pač v 21. stoletju ne moramo privoščiti to, kar Poljska počne in kar Madžarska počne, kar se tudi v drugih liberalnih demokracijah počne, da se preuprašuje ali pa da se spodbija
ločenost veje oblasti, sodne, zakonodajne, izvršne. Se pa polje teh aliberalnih demokracij se malo širi. Zelo. Mislim, imamo severnega soseda, ki zna postati neliberalna demokracija. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je že to, kar se je za časa Hajdarja, če se spomniš? Je dobil že opozorilo, si opazovan. Ja. Če boš karkoli naredil, vedi, Avstrija ni Poljska, Avstrija v končni fazi potem spoštuje to. Če je opomnjena, se pazi. Čeprav, bom jaz zdaj nekaj povedal. Ja. Veš, to, da je se Avstrija pred 2 desetletjama, malo manj, znašla pod tem strogim rentgenom Evropske unije, imeli zelo pozitivne učinke na Slovenijo. Ti mi povedal, zakaj. Zaradi tega, ker je moj najljubši muskonter Lurit imel napovedan koncert na Dunaju in ko je videl, da je v vladi garnitura Jrga Hajdarja, je on dunajski koncert odpovedal in ga prestavil v Ljubljano. In zaradi tega smo ga lahko takrat videli v Križankah na imenitnem dogodku. V vsaki interakciji hvala Jrg Hajdar. So v teh interakcijah, ampak v Avstriji je tako, če imaš ti neke demokracije s tradicijo in poreklom, so nihanja pač nihanja. Medtem ko recimo v nekem madžarskem ali pa poljskem primeru so pa nihanja lahko trajni odkloni. Lahko nehajo biti nihanja in to, da taka država zdrsne v neko predmoderno, v nek predmoderni demokratizem, rečemo. Recimo, kar na dlani je, recimo, da Rusija, da ima izvrstnega monarha, izvrstnega monarha. On je eden redkih monarh državnikov na svetu, ki mislijo, Putin. Ampak to ni demokracija, to je monarhija. Čeprav se prodaja pa kot demokracija. Vedno so volitve, pa že vnaprej se ve, da bo zmagal. In tokrat celo kot nadstrankarski kandidat. Ja, mislim, to ni, ampak to rečeš, to ni Evropska unija in dejansko ni. Mislim, ko pa sama Evropska unija, in če že kje bo prišlo do različnih prestav, bo verjetno na tej ravni. Dobro, koliko bo pač, kot rečeno, kapitalu pogibal hrbtenico demokracije na ravni Evropske unije, jo bo. Ampak mislim pa, da je dobra novica pač ta, da se vendarle strukture Evropske unije pa ne dajo. To so nekako ampak eden pomembnih svetovnih branikov, ker dobro, zdaj se je preko ženskega gibanja tudi v Ameriki začela neka avtonomija politike, ampak gre preprosto za moralno spolne nedotakljivosti. Ampak v načelnih zadevščinah demokracije se pa kar nekaj ne dogaja, pa kar neke reforme, ki so bolj po meri kapitala kot demokracije, se dogajajo in tako naprej. Sam Trump je problematičen. To, kar smo prejšnji teden videli, je bilo tudi zanimivo, da sta se dva momenta ljudske demokracije zgodila v nekih legah, ki so veljale za problematične. Recimo v Angliji je vendarle parlament Theresa May povedal, da se ne gre več teh igric, da ima zadnjo besedo pri Brexitu. In izredno lep moment ljudske demokracije se je pa zgodil v Avstraliji, ko so izglasovali pravico do poroke istospolnih, in to na podlagi referenduma. Se pravi, referendum je uspel. Ljudska demokracija se zanimivo, posod, kjer se izrekajo velika gesla, velike besede, se sklicuje na velike vrednote, na zgodovino, ne vem kaj, vse se stvari retrogradno obnašajo, tam, ker se pa po nekih modernih parametrih stvari odvijajo, se pa obnašajo v smer razvoja demokracije. Hecno. Ampak ti, čeprav razumem, tvoja teza je, da vzorc, ki se vzpostavlja na primeru Poljske, se utegne nadaljevati na primeru Hrvaške. Jaz mislim, da že je na delu v primeru Hrvaške, ker ko so se midva pogovarjala majhen prej, si ti dobro omenil, da ima Hrvaška probleme pravzaprav tudi ne samo z arbitražem, ampak tudi s Haškim sodiščem. Ja, mislim, zdaj, če vzameva Haag kot simbol mednarodnega prava, kot prizorišče, ključno prizorišče vseh mednarodno-pravnih procesov, ja, ima, seveda, a veš, pred
tedni je Haaška z izrazitim nelagodjem in protesti sprejela odločitev Haaškega kazenskega sodišča za območje nekdanje Jugoslavije, ki je bil povezan z hrvaškimi generali. Izrecno je premijer Plenković takrat rekel, da gre za sodbo, ki je nepravična. Zdaj, dobro, v slovenskem primeru govori, da je bil proces kontaminiran. Tako da, na eni strani imamo nepravičnost, na drugi strani imamo kontaminacijo. Tako da je ta Haag kot neka simbolna točka, ali pa kot vozlišče teh inštitucij mednarodnega prava, več neka točka na zemljevidu, ki je Zagreb ne posluša prav zelo rad. In to je to, ker tisto, kar evropsko državo bo delalo evropsko, lahko da nerga, lahko da je ni všeč karkoli, ampak na koncu koncev spoštuje pač pravo, zaveze in te zadeve. In tudi stisne zobe takrat, kadar je treba biti solidaren, pa gre deloma v škodo te in te države in tako naprej. To vse drži. In tisto, kar je pač pokazal Cerar kot naš slovenski premijer v Zagrebu, pa je želel, da bi pokazal tudi v Sloveniji na notranji politični ravni, na notranji organizacijski ravni. Ker imamo cel kup stvari in sistemov in problemov, ki se kar perpetuirajo, kar podaljšujejo, kar niso rešeni in tako naprej. In neke stvari načelne narave, govorim prav načelne narave, se bodo tudi pri nas pač morali dogajati. Mogoče ne toliko v smislu vladavine prave, kot pa sistemske ureditve. Zdaj, če so ločenost dveh oblasti, pri nas se ne problematizira. To hvala Bogu je tako za enkrat. Ko je bila desna vlada, je bilo drugače, so poskušali pač ravno tako kot na Poljskem usmerjati mandate sodnikov, so poskušali te stvari početi. Ampak še zmeraj pa mislim, da prihodnost Evropske unije, prihodnost civilizacije, če hočeš, predvsem pa Slovenije, stoji na kalibraciji socialnega sistema, se pravi zdravstveno-socialnega sistema. Jaz osebno mislim, da se Slovenija mora začeti z davčnimi politikami, z preureditvijo nekaterih ali pa nekih odgovornosti ali karkoli, mora javni sistem krepiti, pri čemer seveda hkrati ne zatiskati oči pred nezadostnostjo javnega sistema, ležernostjo včasih javnega sistema. Ampak vendarle, prihodnost Evropska unija zdaj že dela na tem, da morajo biti recimo kakovost proizvodov v vseh državah enake. Čokolada mora biti enako kvalitetna v Nemčiji, prodana v Lidlu ali pa v Hoferju ali pa v neki trgovini, ki je internacionalna. Ne smejo biti po dveh ločenih kvalitetah prodaje. O tem se pogovarjajo, o socialnih zadevah se pa menda nekaj začenja. Pogovor na to temo, da mora biti socialna dostopnost do zdravja in do teh stvari, ki se spadajo k bistvenim temeljnim človekovim pravicam, vendarle obravnavana drugače kot samo kapitalistično, tako kot je v Ameriki trenutno. In Slovenija predvsem bi želel zagotovili, da se lobijsko-tajkunski naval na javni sistem neha. To bi bilo za mene v volilnem letu 2018 bistvenega pomena. Tisti, ki bi to pač govoril in to počel, bi pokazal tudi neke rezultate, da bi verjetno si pridobil neko volilno prednost pred drugimi, domnevam, upam. Ti, ko 2018 omenjaš, veš kaj še 2018? Kaj? Ja, 21. stoletje postane polnoletno. Aha, točno. To si dobro povedal. Ja. To si dobro povedal. To za danes, naslednji teden, ja.